Dajmo se dobi, tu je družinski praznik. Pa kakšen družinski praznik, če ti ne spoštuješ bratranca svojega, ali pa misliš, da je tvoj stric tak, ali pa tvoja sestra taka, ali pa dedek tak, ali pa od unga ta mala je taka nečakinja tvoja. Komu ti lažeš, ne? In se mi da, tu je ratalo, ne, kar sem že prej rekel, tu je del teh stvari, ki pač niso vrednote tam, niti te osnove in pač ljudje sam neki so, da se dobro sliš, da nekam pripadajo, ker imamo to tenzijo, a ne, to nas vleče, da nekam pripadamo. In vse je pač čez potrošništvo več ali manj oblikovano, a ne. Zdaj sem pomislila, ne, jaz, ko sem bila majhna, sem razmišljala tako, koliko bo dobro, ko bom odrasla, ker odrasli, ne, med odraslimi je ful bolj fajn, kot med otroci, ker logično, ne, odrasli so odgovorni, niso nesramni, ti ne kradejo igrači in tako naprej, ne. To je moja pač ideja in pol odrastam in je tako. Ampak kar hoče reči je, veš, ko smo bili majhni, vsaj večina po moje, se je ful veselila teh družinskih srečanj pa tega, edin, če so bila res zamorjena, pa smo mogli tam sedeti za mizo pa biti tiha, ne, ampak načeloma, če je bilo vsaj, ne vem, neki otroka, pa se nekaj dogaja, wow, ful dober, ne, in nisi razmišljal o tem, koliko je tvoj bratranec glup, pa koliko je ona teta zoprna, pa zatežena, pa koliko ne vem kva, ne. In zdaj, ko smo pa odrasli, pa tudi če dejansko si ful aware tega, se pravi, da si ful pozoren na to, pa se zavedaš vsega, imaš še vedno neke misli, ki greš na družinsko neko kosilo, sploh širše, ne, kaj mi bo on rekel, kaj mi bo on vprašal, kaj bom rekel na to. A veš, mislim, se ti pojavljajo, ne glede na vse. In sploh nisi več tako sproščen, kot takrat, ko si bil otrok in pač sam bil in delal tisto, kar pač je tebi fajn. Zdaj pa pač delaš tisto, kar je drugim fajn, zato da boš kao ugajal, pa da boš pač, da ne boš preveč čudena, ne, v tem familiarnem krogu. Mislim, sicer, jaz lahko rečem, da še vedno sem, ampak ja, pač te misli so sigurno prisotne, ker niso bile v otroštvu. Pa ja, definitivno. Definitivno, veliko je tega, da boš dober izpadel, pa da se izogibaš slabo izpadati. Seveda tu je največji hendikep današnjih tradicij, ki ti vzame ljudem to samoizraženo svobodo, ne. Pride sobota in je Božič in zdaj moraš nekam iti, a ne. Tudi če bi ti hotel iti nekam drugam, ker pa če ne boš prišel, boš pa takšen pa takšen. To se pa ne spodob, takrat si boš pa Frej vzel, ne glede na to, kaj se s tabo takrat dogaja, ti tam moraš biti, pa če ti je ali pa ti ni, a ne. Medtem, če prideš že naslednji dan, pač nima take vrednosti. A ne, se pa vse zgubi. Zato, ker nisi prišel včeraj, ker včeraj je bilo tu, ni danes tu. In pol je pač tako, ja, okej, lahko sprejmeš in si tam in si tako narediš, da tam si, ampak kar je tu, kar smo že rekli, ne, če naslednji dan nisi cenjen, pa pol še naslednji dan nisi cenjen, pa vsak dan nisi cenjen zato, da si prišel, pa da smo hvaležni drug za drugega, pa da se ne jemljemo za samoumevno, itak da bojo prišli, itak da bo prišel, itak da bom dobil darilo, itak da bom dobil tako, ampak res ceniš vsakega posebej, vsak dan vsakega človeka in si hvaležen za to. Tu je, kar se mi zdi, da pol te tradicije so zgubile ta srž.